Razumevanje bolezni v svetopisemskih časih ni nujno svetopisemsko. Cilj tega eseja ni postaviti dogmo razumevanja bolezni, saj taka niti v medicinski znanosti ne obstaja. Želel bi, da bi z zgodovinskim vpogledom v razumevanje nastanka in porekla bolezni, torej etiologije, bolje razumeli številne zapise v Stari in Novi zavezi, kjer se omenjajo bolezni in njihovi vzroki oziroma njihova narava. Da bi to dosegli, moramo upoštevati nekaj iztočnic. Prvič. Svetopisemsko besedilo je nastajalo v kontekstu časa in bližnjevzhodnih kultur. Drugič. Svetopismo je predvsem knjiga z duhovnim sporočilom. Tretjič. Svetopismo je treba brati in razumeti kot celoto, in to v luči narativa, kot so recimo veliki spopad med dobrim in zlim, načrt zveličanja, utelešenje besede in našlo bi se še kakšnih narativov iz Svetega pisma, ki niso nujno zdravstveni ali medicinski. S pravilnim razumevanjem koncepta bolezni v času nastajanja svetopisemskih besedil se bomo izognili številnim nepravilnim tolmačenjem nekih stanj in bolezni v današnjem času, zaradi katerih lahko pridemo v razhajanja s sodobnimi znanstveno preverjenimi ugotovitvami glede nastanka in porekla bolezni. Ne obstaja nekaj takega, kot je hebrejska ali judovska medicina. Namreč v kompendijih svetovne medicinske zgodovine ni poglavja o hebrejski oziroma judovski medicini. Čeprav je v današnjem času kar 28% vseh dobitnikov Nobelovih nagrad za medicino judovskega porekla, zgodovinski zapisi ne omenjajo prav nobenega imena iz časa, ko so nastajale svetopisemske knjige. V Stari zavezi nobeden ni omenjen z imenom. Nasplošno starozavezni pisci zdravnike omenjajo le redko in to z nekaj prezira. Naprimer, Job svoje tako imenovane prijatelje primerja z ničvrednimi lažnimi zdravniki. Besedilo v 2. kroniški knjigi namiguje, da je Asa naredil napako, ker se je obrnil k zdravnikom in ne Gospodu. Šele v deuterokanonični Sirahovi knjigi najdemo pozitivno navodilo o ravnanju zdravniki in o tem, od kod zdravnikom modrost. Izkazuj zdravniku zaradi njegovih uslug spoštovanje, ki mu gre. Tudi njega je namreč ustvaril Gospod. Zdravilstvo je namreč od najvišjega, zdravnik od kralja prejema darila. Znanje zdravniku daje, da lahko nosi glavo pokonci. Pred velikaši je deležen občudovanja. Najmočnejša vrstica v Stari zavezi, ki omenja zdravnika v pozitivnem kontekstu, je tista iz 2. Mojzesove 15:6. Rekel je, če boš res poslušal glas Gospoda svojega Boga in delal, kar je prav v njegovih očeh, in ubogal njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nate nobene od bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt. Kajti jaz sem Gospod, tvoj zdravnik. Razen tega, da se tudi samo svetopismo ne ukvarja z zdravniki in z medicino, čeprav veliko govori o boleznih in zdravlju, zgodovinarji ne razpolagajo s takšnimi dokumenti o zdravstvenih predpisih, kakršne lahko najdejo med arheološkimi predmeti, ki izvirajo iz sosednjih civilizacij iz enakega časovnega obdobja. Čeprav posvečeni kristjani verujejo, da je Peterovo knjižje napisal sam Mojzes in bi tako moralo biti isto toliko staro kot recimo Ebersov papirus, eden od najpomembnejših zgodovinsko-medicinskih dokumentov iz 16. stoletja pred našim štetjem, zgodovinarji in nekateri teologi globoko dvomijo v to. Že zgodnji učenjak in prevajalec Vulgate, sveti Hieronim, je trdil, da je 5 Mojzesovih knjig napisal Ezra v 5. stoletju pred našim štetjem in to na podlagi Mojzesovih zabeležk. Kakorkoli že, izvirnega dokumenta dejansko nimamo. Najstarejša starozavezna besedila
so dokumenti iz kumranskih votlin ob Mrtvem morju, čigar nastanek se projicira v 1. stoletje pred našim štetjem. Prehod iz spiritualnega v naturalistični sistem bolezenske etiologije se ni zgodil čez noč. Dogaja se je postopoma in skoraj v vseh dokumentiranih antičnih medicinskih zapisih, kot so to sumerski, egipčanski, babilonski, bomo našli prekrivajoče se ideje o tem, kako se razvija bolezen, ki jih lahko označimo kot tako imenovani hibridni, naturalistični in nadnaravni sistem verovanj. Recimo, Sumerci v dokumentih iz 3. tisočletja pred našim štetjem omenjajo vidce, izganjalce in zdravnike duhovnike. Izvemo, da so poznali številne prakse preprečevanja širjenja bolezni. Omenjajo se tudi duševne bolezni v teh starih tablicah drevnih sumerskih narodov. Egipčani so iz zgodnje dobe civilizacije pustili mogoče največje število pisnih dokumentov. Ena posebnost pri Egipčanih je bila, da so imeli visoko specializirano medicino. Vsak zdravilec je bil zdravnik ene bolezni in nič več. Čeprav se je egipčanska medicina v veliki meri ukvarjala z nadnaravnim, je sčasoma razvila praktično uporabo na področju anatomije, javnega zdravja in klinične diagnostike. Zdaj nekaj o kitajski medicini, o kitajskem kozmično-mističnem konceptu. Namreč tradicionalna kitajska medicina ima svoje dokumentirane začetke že od časov dinastije Zhou, ki je se začela v 11. stoletju pred našim štetjem in je trajala do 8. stoletja našega štetja in odraža klasično kitajsko prepričanje, da posamezne človeške izkušnje izražajo vzročne principe, ki so učinkoviti v okolju na vseh ravneh. Ta vzročna načela, bodisi materialna, bistvena ali mistična, so povezana kot izraz naravnega reda vesolja. Tradicionalna kitajska medicina se je nemoteno od vplivov Zahoda razvijala vse do pojava prvih jezuitskih misionarjev na Kitajskem v 18. stoletju. Še danes je močno prisotna v kitajskem zdravstvenem sistemu in širše, ker se je še najbolj uveljavila akupunktura. Kritiki pravijo, da teorija in praksa tradicionalne kitajske medicine nimata podlage v sodobni znanosti. Izvajalci tradicionalne kitajske medicine pa se ne strinjajo o tem, kakšno diagnozo in zdravljenje je treba uporabiti za določeno osebo. V uvodniku revije Nature iz leta 2007 je zapisano, da je tradicionalna kitajska medicina še vedno slabo raziskana in podprta, ter da večina njenih zdravljenj nima logičnega mehanizma delovanja in je polna psevdoznanosti. Atharva Veda, torej sveto besedilo hinduizma iz srednje vedske dobe, okoli 1200 do 900 pred našim štetjem, je eno prvih indijskih besedil, ki obravnavajo medicino. Besedilo, ki je polno čarobnih čarov, urokov in zaklinjanj, se uporabljajo za različne namene, kot so zaščita pred demoni, obujanje ljubezni, zagotavljanje poroda in doseganje uspeha v bitki, v trgovini in celo igrah na srečo. Vključuje tudi številne čare, namenjene zdravljenju bolezni in več zdravil iz zdravilnih zelišč, zaradi česar je nasplošno ključni vir medicinskega znanja v vedskem obdobju. Uporaba zelišč za zdravljenje bolezni bo kasneje postala velik del ajurvede. Pomen te besede je popolno znanje za dolgo življenje. Še danes se v alternativni medicini izvaja ajurvedsko zdravljenje, vendar velja za psevdoznanstveno, saj njegove premise ne temeljijo na znanosti, za nekatera ajurvedska zdravila so ugotovili, da vsebujejo strupene snovi. Pri vseh navedenih starodavnih pristopih, sumerskih, egipčanskih, kitajskih
in indijskih sta značilna spiritualizem in misticizem. To ne pomeni, da zdravniki tistega časa niso imeli pojma o boleznih in da v svojih pristopih niso bili uspešni, vendar njihovi koncepti porekla bolezni so izvirali iz religije in njihove kulture ter iz omejenega znanja o naravi nasploh. Ebersov papirus opisuje stanje, ki je prav gotovo nam znana sladkorna bolezen, vendar zdravljenje, ki ga predpisuje, se nam lahko zdi smešno, celo nevarno glede sladkorne bolezni. Svetujejo namreč pogače, pšenico, koruzo in zdrob. Za opekline je recimo predpisoval žabo segreto v olju ali pa v olju segreto glavo električne jegulje. Grška zdravnika Galen in Hipokrat s svojim konceptom 4 tekočin predstavljata prelomnico v zgodovini medicine. Prehod iz spiritualnega ali mešano duhovno naravnega koncepta v popolnoma naravni koncept. Humoralizem, kot imenujejo Hipokratov sistem, temelji na razmišljanju, da je bolezen mogoče razložiti kot neravnovesje 4 tekočin v telesu: krvi, sluza, črnega žolča in rumenega žolča. Koncept je popolnoma zgrešen, pa se ga je vendarle oklepala zahodnjaška medicina več kot 2000 let, od 5. stoletja pred našim štetjem do 18. stoletja našega štetja. Zato Hipokrata imenujejo očeta medicine oziroma očeta zdravnikov. Čeprav se je ta njegov koncept 4 tekočin in njegovega ravnovesja obdržal vse do 18. stoletja našega štetja in se je pokazal kot popolnoma neuporabnega, je vendarle pomenil popolni odklon od spiritualnega in religijskega v razpoznavi bolezni in zdravljenju. Od 4 tekočin, ki jih omenja ta koncept, ena sploh ne obstaja. Črni žolč, na primer. Čeprav je koncept zgrešen, pa je lahko pojasnjeval mnoga stanja bolezni in temperamente. Vsi poznamo izraze, kot so sangvinik, flegmatik, melanholik in kolerik. Zaradi koncepta ravnovesja so mnogim bolnikom izpuščali kri. V nekaterih primerih, kot je to recimo maligno povišan krvni tlak, več kot 200 recimo, je to ljudem rešilo življenje. V drugih primerih, kot je recimo visoka telesna temperatura, pa je lahko odvzelo življenje. Namreč ob povišani telesni temperaturi pride do rdečice obraza, kar je zdravnikom tistega časa ustvarilo napačen vtis, da ta oseba ima preveč krvi. Najbolj znan smrtni primer, gotovo ne edini, tega nepotrebnega izpuščanja krvi je bil prvi ameriški predsednik George Washington. Imel je navadno angino. Zdravniki so mu neutrudno izpuščali kri, dokler ni izkrvavel. Dogodek se je zgodil leta 1799. Navkljub vsem tem bizarnostim se je humoralni koncept ohranil več kot 2000 let. Največ zaradi tega, ker v srednjem veku ni mogel imeti vredne konkurence in ne nazadnje tudi zaradi tega, ker so zdravniki vseh teh 2000 in več let dokaj dobro obvladali simptomatsko zdravljenje, na kar napačna etiologija ni imela nobenega vpliva. Tudi danes lahko rečemo, da se ogromno bolezni zdravi le simptomatsko. Po dolgem obdobju humoralnega koncepta se je pojavil mikroskop. Pojavila sta se še Louis Pasteur in Robert Koch. Tako so bili postavljeni temelji klicne teorije bolezni. Nekaj časa so zdravniki in medicinski znanstveniki menili, da so prišli do porekla vseh bolezni. Vendar temu ni bilo tako. Saj je bila s tem konceptom pokrita le ena skupina, torej skupina nalezljivih bolezni. Odkar obstaja mikroskop, so medicinarji oziroma medicinci dognali proces degeneracije tkiv in tako številne bolezni začeli pojasnjevati s staranjem. Gotovo je medicina v zadnjih 2 stoletjih doživela ogromen napredek,
še posebno na področju biomolekularne in genetske razlage bolezni. Ter nenazadnje tudi na področju preventive nalezljivih bolezni z različnimi cepivi ter z zdravljenjem bakterijskih bolezni z antibiotiki. Na podlagi svetopisemskega zapisa bomo sedaj si ogledali nekaj besedil iz Stare zaveze, nato še nekaj besedil iz Nove zaveze. Sveto pismo ima bolezni, bolečine, smrt in razkroj za posledico greha. Ne nekega določenega greha posameznika, ampak greha celotnega človeškega rodu, ki se prenaša od Adama in Eve naprej. Istočasno bomo v Svetem pismu našli tudi navedbe o povezavi med konkretnim grešnim dejanjem posameznika in njegovega posledičnega obolenja. Poznamo na primer besedilo iz prvega pisma Korinčanom, takoj po besedilu, ki se bere med obredom Gospodove večerje in se nanaša na nevredno udeležbo. Piše: zato pa je med vami veliko slabotnih in bolehnih in precej jih je že zaspalo. Ne moremo pa pristati na to, da je to generalni nauk Svetega pisma. Temu se odločno zoperstavlja celotno sporočilo knjige o Jobu, kot tudi Jezusov nauk v celoti. Jezus je v več okoliščinah njegovih čudežnih ozdravitev jasno dal vedeti, da bolezni, ki jih je zdravil, niso direktna posledica določenih grehov. Kljub temu pa je spoštoval njihovo tradicionalno verovanje in je v nekih drugih primerih, preden se je lotil samega zdravljenja, naslovil prav posameznikovo grešnost. Očitno je, da je poleg te nam danes logične povezave med grehom človeštva in boleznimi obstajalo tudi močno prepričanje o povezavi posameznikovega greha in njegovimi boleznimi. Torej povezava med konkretnimi grehi do posameznika in njegovimi boleznimi. To povezavo še najbolje vidimo pri starozaveznem sistemu udaritev. Od 11. poglavja 3. Mojzesove knjige naprej imamo oddelek, ki ga je SSP naslovil z obredna čistost in očiščevanje. Takšen naslov, ko govori o čistosti, implicira dejstvo, da obstaja tudi nečistost. V 11. poglavju so naštete živali in je opredeljeno, katere so čiste in katere niso. V 12. poglavju so predpisi o očiščevanju porodnice oziroma otročnice. Očiščevanje porodnice ni bilo samo fizično, saj je duhovnik zanjo opravljal dve daritvi, eno žgalno in drugo za greh. Kakšen greh, se sprašujemo. Dejstvo, da je bila nečista, je impliciralo, da je grešila. Kako je grešila? Krvava poporodna čišča je popolnoma fiziološki proces, vendar je v Mojzesovem zakonu razglašena za nečistost in glede na navodilo o daritvi za greh tudi kot greh. Čista je bila razglašena šele po obredu žgalne daritve in daritve za greh. Zanimivo je, da je bila po porodu ženskega otroka kar dvakrat dlje nečista. 13. poglavje ima naslov Gobavost. Vendar v njem bomo našli široko paleto raznih sprememb na koži. Po eni strani daje v pogledu skoraj resni diferencialno-diagnostični postopek postavljanja diagnoze kožne bolezni, najverjetneje gobe, po drugi strani pa opisane spremembe lahko predstavljajo številne akutne in kronične bolezni kože in podkožnega tkiva, kot tudi morebitne podkožne metastaze oddaljenega rakavega obolenja. V 3. vrstici 13. poglavja beremo: Če se je dlaka na bolnem mestu pobelila in je to mesto videti globlje od druge kože, naj ga duhovnik razglasi za nečistega. Opisana sprememba je lahko tudi luskavica lasišča oziroma poraščenih delov kože. Vseeno pa bolnika duhovnik razglaša za gobavega in posledično nečistega. Zanimivo je, da se diagnoza ne postavlja prehitro. Pravila iz 3. Mojzesove 13 dopuščajo opazovanje, dopuščajo možnost, da bo sprememba na koži izginila in da v bistvu gre samo za izpuščaj.
Divje meso v 10. vrstici lahko predstavlja tumorozne spremembe pri gobavosti, lahko pa tudi katerekoli druge tumorje kože z metastazami oddaljenega raka. Tvor na koži ali globlja ulceracija je lahko ulceracija nekroze po infekciji z mikobakterijem gobe, vendar je lahko katerakoli druga spontano nastala rana kože, kot na primer opeklina. Vse do zacelitve opekline, na kateri se je pojavila bela koža, sicer je bela koža pogosti stadij v zdravljenju opekline kot tipična nekroza epidermisa. V 13. poglavju se stalno ponavlja zanimiv diferencialno-diagnostični kriterij bela dlaka in nižja raven kože izpuščaja. Glede na današnje znanje o gobi, sta dva kriterija nezadostna za zamejitev gobe in navadne nedolžne kožne bolezni. Pojav bele dlake sploh ni značilen za gobo. Prej je prisoten pri nenalezljivi bolezni, kot je to na primer psoriaza oziroma luskavica, ali pa pri glivični bolezni lasišča. Zanimiv je bil tretma gob na obleki oziroma na predmetih. Najprej so čakali, ali se bo goba najverjetneje šlo za plesen, po 7 dneh začela širiti. V primeru, da se je širila, so obleko sežgali. Če se ni, so poskusili s pranjem in po pranju čakali še 7 dni. Če se je sprememba na obleki ali predmetih ponovno pojavila, bi jo sežgali. Tudi hiše so lahko imele gobe. Tudi pri hišah omenjajo udrtine, tokrat pa zelenkaste ali rdečkaste. Gotovo je tudi tukaj šlo za plesen, saj se goba kot bakterijska bolezen ne bi mogla širiti po neživih površinah. Za hiše so prav tako predpisovali očiščevalne fizikalne ukrepe, vendar pa za razliko od oblačil in predmetov je bilo za hišo obvezen še obred čiščenja hiše od greha z 2 pticama. Petnajsto poglavje 3. Mojzesove v SSP-ju ima naslov Obredna nečistost v zvezi s spolnostjo. Omenja najprej stanje podobno gonoreji, izcedek in spontano kapljanje iz sečnice, tok pri moškem, ter tudi spontani iztok semena pri moškem, danes znano kot tako imenovana nočna polucija. Oboje se tretira kot nečistost. Pri prvem predpisuje kakor fizikalno, tako tudi obredno čiščenje z žgalno in daritvijo za greh. Pri drugi nečistosti, pri iztoku semena, je predpisana le kopel in nečistost do večera. Nobene potrebe po obrednem čiščenju preko daritev. V drugem delu 15. poglavja so omenjene nečistosti pri ženski. Najprej je omenjena mesečna krvavitev in posledična 7-dnevna nečistost. Predpis omenja le potrebo po kopeli, nobene potrebe po obrednem čiščenju. Po drugi strani pa vmesne krvavitve, torej predpis iz 3. Mojzesove tretira kot bolezen in poleg fizikalnega čiščenja, torej kopeli, svetuje še obredno čiščenje v obliki dvojne daritve, žgalne in daritve za greh. Besedilo se dobesedno glasi: tako naj duhovnik zanjo opravi spravo pred Gospodom, zaradi njenega nečistega toka. Vse bolezni ali stanja, ki so se izražala v obliki vidne spremembe na koži in sluznicah, barva, oteklina, rana, celo opeklina ter z iztokom telesnih tekočin, so imeli za nečistosti. Za tiste, ki so jasno kazale na bolezensko stanje in ne le na neko fiziološko dogajanje, je bilo predpisano darovanje v templju. Vloga duhovnika je bila ne le kot očiščevalca, terapeuta, ki je na koncu s prinašanjem žrtev dokončal ta proces, ampak tudi kot prednika, diagnostika v samem začetku neke bolezni. Lahko rečemo, da druge klasifikacije in etiologije bolezni v Svetem pismu ne poznamo. Zelo pomembno je, da so se v tistem času zavedali prenosljivosti gobe kot nalezljive bolezni.
Danes vemo, da goba ni tako močno nalezljiva, da bi zahtevala tako strogo izolacijo. Vendar za znanjem, ki so ga imeli tedaj, je bila previdnost še kako zaželena. Po drugi strani je to izločanje prineslo veliko žalosti in zaznamovanja ne le tistemu, ki je bil izločen, ampak tudi njegovim svojcem. Zato je bil Jezusov poseg toliko bolj pomemben. Dotikal se je bolnih in jim naklonil pozornost. To, da se je teh bolezni oklepal pridevnik nečiste in ker so ljudje po ozdravitvah oziroma očiščenih morali darovati žrtve za greh, je bolnikom dajalo še večjo stigmo in žalost. Biti bolan v tistih starodavnih časih je bilo resnično veliko breme. Bolezni povezane z obsedenostjo. Obstaja pa še ena skupina bolezni, ki bi lahko dali sledeči poenostavljeni opis. Bolezni, ki ni zapuščajo nobene prostemu očesu vidne morfološke spremembe na telesu. Kažejo pa se kot vročinska stanja, hromosti, božjasni in drugi nekontrolirani napadi ali gibi, gluhonemost, duševne motnje in tako naprej. Pri vseh teh stanjih se v Svetem pismu, natančneje v evangelijih, omenja obsedenost ali posedovanje nečistega duha. Vročica. Vsi trije sinoptiki omenjajo ozdravitev Petrove tašče, ki je imela vročico. Luka pa pravi, da je Jezus zapovedal vročici in jo je ta zapustila. Sključena ženska. Ko je Jezus v soboto ozdravil ženo, ki je bila sključena 18 let, besedilo v Lukovem evangeliju omenja, da je imela duha bolezni. Tudi Jezus pravi, da jo je Satan zvezal 18 let in jo je bilo treba rešiti na sobotni dan. Božjasni deček. Spet je Luka tisti, ki navaja besede očeta božjasnega dečka, ki pravi: glej, neki duh ga napada in nenadoma vpije, stresa ga, da se peni in ga le stežka zapusti, tako da ga do kraja stre. Opis popolnoma ustreza najtežji obliki epileptičnega grand mal napada, gre za tako imenovani epileptični status. Jezus pa reagira tako, kot je znanje njihovega časa. Jezus je zapretil nečistemu duhu, dečka ozdravil in ga izročil očetu. Gluhonemost. Marko, ko opisuje ta isti dogodek, dodaja podatek, da je bil deček še nem in gluh. Oče dečka pravi: učitelj, k tebi sem pripeljal svojega sina, obsedel ga je nemi duh. Kjerkoli ga napade, ga vrže na tla, da se peni, škriple z zobmi in odreveni. Jezus ga ozdravi z besedami: nemi in gluhi duh, ukazujem ti, pojdi iz njega in ne stopi več vanj. Duševne motnje. Čeprav je veliko opisov duševno motenih ljudi, ki jih je Jezus pozdravil, pa izstopa brezimni človek ali dva, odvisno od evangelija iz Gadarske dežele. Zanimivo je, da ima ime, ki to ni, obsedeni. Marko piše, da mu je Jezus zapovedal: umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Ali obstaja obsedenost? Medicinska znanost današnjega časa je ne pozna. Ljudje Jezusovega časa so bili prepričani, da obstaja. Druge razlage za nenavadno vedenje nekaterih ljudi niso imeli. Pa tudi za pojave tresenja, nekontrolirane gibe, napade nezavesti in hromosti niso imeli. Zakaj bi jim Jezus porušil ta njihova prepričanja, saj ga itak ne bi razumeli? Uporabil je znanje in jezik njihovega časa, ter bil zelo dejaven in prepričljiv. Isti Markov evangelij tako zaključuje zgodbo o ozdravljenju obsedenca. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj. Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni. In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje. Kaj bi Jezus dosegel, če bi jim rekel: veste, tukaj gre za shizofrenijo. To ni nobena obsedenost.
To je hiperaktivnost transmisije na dopaminskih receptorjih D2 v subkortikalnih centrih. Pustite mi, da to reši sintezo dopaminskih blokatorjev in vgradnjo leteh v subkortikalne centre. Gotovo ga ne bi razumeli ne oni tedaj, ne milijoni bralcev vse do današnjega časa. Pa tudi danes ga ne bi razumeli vsi. Koncept nečistega duha za to vrsto funkcionalnih bolezni je bil dobra podlaga za takšen način zdravljenja. Pogovor z demoni, ki ga beležijo evangelisti, so pravzaprav blodnjave misli shizofrenega bolnika, ki so prihajale na dan, ko je tudi sam slišal, kaj govorijo o njem. Današnji shizofreniki ne govorijo o tem, da so legija, ampak da so Darth Vader, da Hannibal Lecter ali hčerka papeža in kraljice Elizabete ali ne vem kaj. Sicer to zadnje sem slišal od ene svoje pacientke. Ali obstaja obsedenost? Če obstaja, potem obsedenci gotovo niso psihotični bolniki. Te bi prej videl pri psihopatih in sociopatih. Duševni bolniki so uboge in bolne osebe, ki, če jih ne zdravimo, ne znajo poskrbeti zase, so zanemarjeni kot tista prebivalca grobov iz Gadare, so nebogljeni in se najpogosteje ne zavedajo, da jim je potrebna pomoč. Danes obstajajo zdravila, ki jim lahko pomagajo. Ne morejo jih pozdraviti popolnoma, vendar jim lahko pomagajo, da poskrbijo zase in svoje osnovne potrebe. Nekateri celo funkcionirajo na lažjem delovnem mestu ali v skrajšanem delovnem času. Sociopati oziroma osebnostno motene osebe še kako znajo poskrbeti zase. Pogosto to dosegajo s preprostim fizičnim nasiljem ali pa z zahrbtnim psihičnim nasiljem in izkoriščanjem bližnjih. Zanje ne obstaja zdravil, obstajajo le zapori in druge poboljševalne ustanove, ki se v večini primerov ne pokažejo za uspešne, saj je v zaporih veliko povratnikov. Mogoče so oni ti obsedenci. Sveto pismo ni ne znanstvena, ne medicinska knjiga. Vendar je v svojem času imelo veliko tega zapovedati o zdravju in boleznih. Tistega, kar je veljalo tedaj, gotovo ne moremo prenesti v uporabo za današnji čas. Lahko pa razumemo pojma, kot sta nečistost in nečisti duh. Oboje je bilo glede na razumevanje Svetega pisma odločilno za nastanek bolezni. Čiščenje ali osvoboditev obsedenosti sta bila predpogoja za ozdravitev kot tudi odpuščanje greha. Čeprav Jezus tega greha ni mogel povezovati s konkretnim grehom, je pogosto bolnikom najprej odpustil njihove grehe in jih pozdravil. Pojma nečistosti in obsedenosti sta izvirno povezana z grehom. V današnjem času naprednega razvoja medicine in različnih metod zdravljenja nam na stvari ni treba gledati na enak način. Torej iskati jih v obsoletnih in očitno neučinkovitih medicinskih pristopih iz preteklosti. Saj ne bodo obrodila sadu. Je pa dobro, da se zavedamo prav vzroka bolezni, smrti in razkroja. Edino tako lahko upamo v njihovo izginotje nekega dne. Zaenkrat smo jim še vedno podvrženi in moramo iskati čim bolj učinkovite načine razumevanja nastanka bolezni, prepoznave bolezni in zdravljenja.